Kaspa, je morda čas za nakupe? No, biki nikakor ne smejo izgubiti te meje, ki jo bom razkril v tem videu. Smo na Kaspa tedenskem grafu in da malček tudi povzamem prejšnji video, povezali smo tukaj tele vrhove in tukaj tale spodnja dna in dobili smo ven naraščajoči, razširjajoči klin, ki je medvedji vzorec. V prejšnjem videu smo tudi rekli, tukaj lahko dobimo medvedjo divergenco in res se je izvršila. Tukaj imamo vrh in višji vrh, medtem ko pri RSI pa imamo vrh in sam malček, nekaj, evo, vrh in nižji vrh. In od takrat naprej je Kaspa tudi več ali manj samo padala. Če izmerimo prav od vrha, prav od pravega vrha, pa recimo do zdaj je šla dol za tam nekje 40%. Če merimo po sencah sveč, ki je šla za največ 45% dol. Če se prav spomnim, je eden pod prejšnjim videom komentiral, da je ravno nameraval kupiti tukaj. Eden mu je tudi odgovoril, da naj kar kupi in potem DCA-ja, no jaz srčno upam, da ni. Ker zdaj bi bil za skoraj da 40% v minusu. Ampak dajmo si pogledati, kaj se nam obeta zdaj. Bom malček tole pobrisal, da ne bomo imeli vse nasmeteno. Tukaj imamo eno zelo pomembno podporo, to je na območju od 11 pa do 10. Zdaj to je kar močna podpora, tukaj bi bilo za pričakovati en odboj, bomo videli tudi v dnevnem grafu oziroma na dnevnem časovnem intervalu, potem kasneje, zakaj. Ampak malček sem tudi zaskrbljen in vam bom tudi kasneje povedal, zakaj. Ampak, če slučajno ta podpora na 10 ne bi zdržala, imamo naslednjo tukaj na 5 pa do 4 cente. Tako da s tem, če bi slučajno izgubili tole podporo, bi se potem izvršil tudi tale medvedji vzorec. Tarče tegale medvedjega vzorca pa sem povedal tudi že v prejšnjem videu in so kar strašljive. Ampak lahko se nam obeta tudi nekaj malček pozitivnega, bomo videli zdaj, vse odvisno od te meje, če bo zdržala. In če smo tukaj morda naredili zdaj dno. Malček bomo sicer mogli še počakati, ampak če smo tukaj naredili dno, imamo potem v gibanju cene. Tukaj prejšnje dno je bilo nižje dno in recimo, da imamo tukaj višjega ali pa, odvisno kje bomo končali, imamo nekje na isti višini, recimo, da imamo zdaj višje dno. Medtem ko pri RSI pa imamo tukaj dno in nižje dno. Kaj to pomeni? S tem bi mi dobili skrito bikovsko divergenco. In kot vidimo lahko iz zgodovine, Kaspa zelo lepo spoštuje skrite bikovske divergence. Te namreč pomenijo, da bi se lahko rast nadaljevala. Kot vidimo, imamo takoj tukaj eno. Imamo dno, višje dno, medtem ko RSI pa je delal dno in dno na približno enaki višini. In kar se je zgodilo potem je, da smo zrasli. Ampak kot sem rekel, počakati moramo, da vidimo, kaj se bo zgodilo tukaj na tej meji, če bomo formirali dno. Stokastik RSI je trenutno preprodan, bomo videli, če se bo začel kaj križati navzgor. Tako da ja, nadaljevanje rasti je možno, ampak če bi slučajno izgubili to mejo, izgubimo tudi to spodnjo mejo. Naslednja je na okoli 5 centih in s tem bi se tudi izvršil tale medvedji vzorec. Dajmo si zdaj pogledati še dnevni časovni interval. Malček bom moral pobrisati te divergence, ki smo jih prej označevali. Tole pa to, kaj to. Ok, tukaj vidimo, da tudi dnevni interval zelo lepo sovpada z ugotovitvami iz prejšnjega tedenskega grafa. Tukaj sicer vidimo, da imamo še neko tako manjšo podporo, ki bi lahko bila na poti, če bi slučajno izgubili tole mejo na 10 centih. Ampak, kar se je meni zdelo nadvse zanimivo tukaj je
tale formacija, ki jo tvorimo. In če povežemo vse tele vrhove in če na to povežemo še tale dna, dobimo mi padajoči, razširjajoči klin. Zdaj, to je bikovski vzorec in če nekako simuliramo tarčo, dokot bi lahko prišli, če pač smo tukaj naredili zdaj dno in če prenesemo tole na možno točko preboja, recimo, da ga prebijemo nekje tukaj, to zdaj vse samo simuliramo. No, tukaj preko tega vzorca bi mi lahko naredili novi all-time high, če se bo seveda dosledno izvršil tako, kot bi se moral. In to bi sovpadalo tudi s tole mejo tukaj, ki jo imamo od tegale večjega vzorca, našega naraščajočega, razširjajočega klina, ki je pa medvedji. In s tem bi se lahko tudi naša medvedja divergenca na tedenskem časovnem intervalu nadaljevala. Torej, dobili bi novi višji vrh pri gibanju cene, medtem ko pri RSI bi dobili novi nižji vrh. Pozabil sem povedati, tarča te simulacije je nekje na 20 centih, ampak upoštevati moramo še vse tele meje, ki so na poti tukaj. Recimo tale, tle na 14 do 15 centih in potem imamo še tole na 17 centih nekje, 17, 18. Se nam pa dela tukaj zdaj ena bikovska divergenca, vidite, imamo dno, nižje dno, medtem ko pri RSI pa imamo dna na nekako isti višini, tako da moramo videti, kako se bo to izteklo, kakorkoli že. Najpomembnejša točka tega videa je ta meja na 10 centih. Tukaj bi morali pričakovati odboj in glede na ta vzorec tukaj in glede tudi na RSI, na tedenskem časovnem intervalu, bi ga morali dobiti. Ampak, kar me pa skrbi, je Bitcoin. Kot morda že veste, na tem kanalu jaz vedno poudarjam, kar se tiče altcoinov, vedno je treba spremljati Bitcoin. Zakaj? Zato, ker altcoini lahko izgledajo super, zelo dobro, imajo bikovske vzorce, jih tudi prebijajo, ampak, če se Bitcoin sesuje, potegne za sabo vse altcoine in ne pomaga nič. No in kar mene skrbi je, da Bitcoinu trenutno ne kaže ravno dobro in bi lahko izgubil mejo 60 tisoč. S tem, ko bi izgubil mejo 60 tisoč, ga čaka prepad vse do 50 tisoč. In če se to zgodi, bi po mojem Bitcoin lahko brez problema potegnil za sabo tudi altcoine, predvsem tukaj Caspo, da izgubi tudi tole mejo 10 centov. Tako da ja, to je moja skrb, kar se tiče Caspe, ampak dajte mi povedati, kaj si mislite vi. Ste bikovski, ste medvedji, boste akumulirali tukaj na 10 centih, vsekakor je pa treba konstantno spremljati trg. Tako da smo na zanimivem območju, znaki so zaenkrat dobri, vsaj za kratkoročno, je pa vseeno dolgoročno je Caspa medvedja. Predvsem zaradi tegale razširjajočega klina, ki je medvedji vzorec in smo ga obelodanili že v prejšnjem videu. No, na tem mestu se moram zahvaliti še vsem patronom, ki s svojimi prispevki pomagajo pri vzdrževanju tegale kanala. Če bi morda želeli postati eden izmed njih, so povezave spodaj v opisu in pripetem komentarju. In seveda, v zameno za podporo, dobite dostop tudi do dodatnih vsebin. S prvim paketom dobite dostop do mojega dnevnika tehničnih analiz, kjer ne analiziramo samo kripto, ampak tudi žlahtne kovine, delniški trg. S paketom višje pa dobite dostop tudi do Discorda. Tam skupaj spremljamo tudi kripto na manjših časovnih intervalih, tudi delimo med sabo informacije, si podajamo mnenja. Tako da ja, smo se zbrali kar lepa skupinca. Poleg tega pa imajo patroni tudi dodaten popust na moji spletni trgovini. Kar so vložili preko Patreona do časa nakupa, lahko uporabijo kot dobro imetje. In nekateri lahko tako celo nakupujejo zastonj. In ko smo že pri spletni trgovini, ne je pozabiti obiskati. Tam je že kar nekaj indikatorjev
Imamo naprednejši RSI, naprednejši MFI, kjer je v bistvu skupek indikatorjev, je več indikatorjev združenih v enega. Imamo tudi RSI in MFI, ki se prikazujeta direktno na svečkah. In ne smemo še pozabiti na ARI, to je indikator, ki sem ga kompletno spisal jaz sam, prikazuje pa, kam na kriptotrgu se pretaka denar. In vam tako rekoč lepo mapira, ali se denar pretaka v Bitcoin, ali v altcoine, ali v stablecoine. In če bi želeli še morda kakorkoli drugače pomagati kanalu, so spodaj v opisu in pripetem komentarju tudi povezave oziroma affiliate povezave. Pred kratkim sem sklenil tudi partnerstvo s Cryptomat menjalnico, ki ima izredno dobro platformo in je fokusirana na začetnike. Tako da, če si slučajno kriptozačetnik, ti vsekakor priporočam Cryptomat menjalnico. Hvala vam tudi, da ste si video ogledali do konca. Dajte mu všeček, če vam je bil všeč, ali pa ne všeček, če vam ni bil. In seveda vesel bom tudi delitev z vašimi prijatelji, če mislite, da so te informacije uporabne tudi za njih. Zdaj pa mene zanima, kaj si vi mislite o tej kriptoanalizi. Se strinjate z njo, se ne strinjate z njo? Ste morda vi opazili kaj drugega? Vaše mnenje me vsekakor zanima, tudi če je nasprotno. Kot zagotovo zanima tudi vse druge, ki spremljajo ta kanal in se še učijo o vsem tem. Tako da kar napišite spodaj pod komentarje, pod videom in z veseljem bom tudi podebatiral z vami. No in kaj sledi naprej? Tukaj na tem kanalu redno spremljamo ceno Bitcoina, oziroma gibanje cene, da se pravilno izrazim. Še predvsem bo zanimivo gibanje zdaj po halvingu. To je bil prvi halving, pred katerim smo doživeli all-time high. Kaj se bo zgodilo zdaj? Poleg tega bomo spremljali tudi druge priljubljene altcoine. In povrh vsega bomo razkrivali še dodatne obetavne kriptoprojekte v sodelovanju s cryptonews.com. Tako da ogromno vsebin bo, da jih pa slučajno ne zamudite, je najboljše, da se naročite na kanal in nastavite obveščanje, da vas bo YouTube o novih videojih takoj tudi obvestil. Zdaj pa vas še lepo pozdravljam, imejte se fajn, želim vam lep dan še naprej in se vidimo v naslednjem videu.